Znanstvena e-monografija Odlivanje smrti je posvečena raziskavi o posmrtnih maskah v slovenskih javnih zbirkah. In je plod sodelovanja, nenavadnega sodelovanja med Inštitutom za novejšo zgodovino in Društvom za domače raziskave, se pravi nevladno organizacijo in hkrati umetniško-kuratorskim kolektivom. Gre za raziskavo na temo, ki pri nas še ni bila raziskana. Koliko je posmrtnih mask v slovenskih javnih zbirkah, po muzejih, knjižnicah, galerijah, inštitutih in podobno? Kdo so ljudje, ki so na teh maskah upodobljeni? Kaj se je z njimi dogajalo? Kdo so avtorji? Kakšna je vloga umetnika v družbi, tako pri biti upodobljen po smrti in po odlivati kot Matjeju? Gre tudi za to, da je ontologija, ki jo je ta platforma Sistory že zagotavljala, ustreza in je bila delno prilagojena potem za samo bazo podatkov. O tem v monografiji izčrpno pišeta Andrej Pančur in Katja Meden, ki sta natančno razložila, kako je ta postopek prilagajanja potekal in kako smo mi pravzaprav metodološko že samo nastajanje te zbirke podatkov izrabili med samo raziskavo kot metodološko orodje. Mislim, da je tle šlo za neko zelo srečno naključje te povezave, ki je bilo tudi v okviru tega konzorcija prepoznano kot precej uspešno in zelo nenavadno, ker so se drugi osredotočali predvsem na končni rezultat, ki naj bo umetniški. Morda kot zanimivost, pa niti ne zelo presenetljiva, kdo so upodobljenci, ki so največkrat kopirani oziroma katere maske so največkrat reproducirane. Ivan Cankar, Richard Jakopič, Simon Gregorčič, Oton Župančič in Ivan Levar, operni pevec. Prednost te monografije je v tem, da jo lahko listate oziroma pregledujete že medtem, ko govorim. Ni treba v knjigarno oziroma si nekaj pretočiti. Odprto dostopno je v dveh formatih na spletnih straneh Inštituta za novejšo zgodovino, in sicer v HTML in v EPUB zapisu.